Verbič, ko so vas polna usta branjenja malih delničarjev pa avtonomnosti pa tako naprej, zakaj ste pa predlagali milejši sklep za revizijo poslov prejšnje uprave? Izpadlo bi veliko poslov, ki ne bi bili pregledani in to verjetno ni v najboljšem interesu malih delničarjev. Ne? Sklep prvič ni milejši, je pa za družbo neprimerno boljši. Namreč gre za omejitev poslov nad 7 milijonov evrov. To pomeni, da je racionalnost pri preverjanju tega, kje je morda prišlo do nepravilnosti pri poslovanju družbe. Seveda, ker je predlagano 5 let, to pomeni veliko obremenitev za trenutno delovanje družbe, njeno reševanje iz razmer, v kakršnih se je znašla, hkrati pa seveda tudi toliko večje finančno breme, ukolikor bi šla revizija v takšno smer, kot je bila prvotno predlagana. Predvsem pa je pomembno, da smo želeli podati in tudi podali nasprotni predlog, za katerega smo imeli zagotovila, da bo dobil zadostno podporo na skupščini. Namreč več kot jasno je bilo, da predlog, kot je bil podan v razširjenem dnevnem redu, ne bo imel zadostne podpore. Mi vsekakor si zavzemamo za to, da se opravi posebna revizija družbe, to je po naši oceni nujno potrebno, žal do tega ni prišlo, mi smo ocenili, da je temu tako in to tudi pri organiziranem zbiranju pooblastil navedli, zaradi tega, ker je bil prvotno predlagan sklep preširok, neracionalen in želeli smo seveda zagotoviti podporo reviziji, to pa ni uspelo. Skratka, zavarovanje z delnicami Merkurja. Vaš predlog se je razlikoval in ni vključeval zavarovanja posla z delnicami Merkurja. To ne drži. Ne, to ne drži. Naš predlog... Mi ne bomo delati. V redu, naš predlog sklepa še enkrat je bil jasno usmerjen v to, da dobi zadostno podporo na skupščini. Žal noben od predlogov, niti prvotni, niti naš nasprotni predlog ni bil podprt na skupščini, kar pomeni, da posebne revizije ne bo in to je tisto, kar je za nas problematično in nesprejemljivo. Prepričani smo, da je predlog, kot smo ga podali, da še enkrat odgovorim na to vprašanje, bil takšen, ki bi zajel vse ključne momente in tiste očitke, ki so lahko problematični, vezani na družbo Savo. Gospod Verbič, Izpodbojne tožbe so bile napovedane, mi sami jih nismo napovedovali, ukolikor pa bojo vložene, seveda bo pokazal čas. Gospod Verbič, s kom ste se vi dogovorili o zbiranju pooblastil za skupščino? Je to bila še prejšnja uprava Save? Organizirano zbiranje pooblastil za skupščino, kot ga je izvajalo v sodelovanju z družbo, Združenje delničarjev, je bilo izvedeno v dogovoru z upravo, aktualno upravo, prejšnje izvajanje, ki je tudi v preteklih letih potekalo s prejšnjo upravo, na ta način družba zagotavlja, da neposredno vseh približno 15.000 delničarjev dobi informacije, hkrati pa so se predlogi sklepov, kot so jih predlagali pooblaščenci združenja, razlikovali v vseh pomembnih točkah, o katerih je bilo danes govora, od tistih predlogov, ki so jih predlagali pooblaščenci strani Save. Tako da mi smo že v samem izhodišču s pooblastilom dosegli, da dobijo delničarji kar se da dober vpogled v to, kaj je predlagano za sprejem na skupščini in hkrati ob tem seveda zagotovili, da se vsi delničarji, tudi tisti, ki se ne morejo neposredno udeležiti, lahko udeležijo skupščine in podajo, se opredelijo do predlogov, kakor oni menijo, da je najbolje. Celoten predlog je bil usmerjen v to, da pravzaprav v situaciji, ko se veliko pogovarjamo o konkurenčnosti, moramo biti tudi včasih racionalni. Kakorkoli bi že te, omejitve postavili, kaj se kontrolira. Vsekakor, tudi lastniki so slabo upravljali svoje, če se danes spomnijo, da gledamo za nazaj 5 let. Kaj so pa 5 let prej delali in delali? Osnovni namen tega sklepa je pravzaprav bil ta, da se dejansko pogleda, ker izredne in posebne revizije morajo imeti svoj cilj. Ali greš pa pogledaš resnično posamezni posli, ker to so pa praktično vsi posli. In to je ena neracionalnost in kot nas tik moraš vedeti, kaj kontroliraš in kaj te zanima. Kar vse povprek to dejansko nikamor in ne vodi, ker to in pelaganje za 5 let nazaj. Naj se pogleda skupščine za nazaj. Kakšni so bili? Jaz se spomnim na lanski, ker moram reči, ne hodim po teh skupščinah, ampak moram reči, da to je kar napol. Ker to je, moram reči, zelo doskrat se vprašaš, koliko je še tle stroke in koliko je vsega. Tako da
Jaz mislim, osnovno je, da se morajo in nadzorni svet in skupščine skoncentrirati na tisto, kar je vsebina in dejansko, če pa kakšen misli, da je karkoli, se ne da pa kazenske ovadbe, zato so tudi pristojni, ne. Gospod Košak je bil tudi pooblaščen na tej skupščini. On je sicer predstavnik sekcije Sava pri VZMD-ju in sicer pa kot, a veste, bivši dolgoletni viceguverner Banke Slovenije seveda ve, na kakšen način se k tem revizijam pristopa in je neposredno kot strokovni sodelavec pri tem sodeloval. Ne. Tako da zaradi tega tudi, čeprav mu ni to ljubo, dodatno zadeve pojasnjuje tukaj, ker se pojavljajo neke insinuacije na to temo, ki so absolutno in popolnoma iz trte izvite. Kaj bodo oni zdaj v reviziji sploh? Žal do revizije sploh ne bo prišlo. Ne? Mi smo se zauzemali za to, da bi revizijo zastavili na način. Rečeš, to je problem. Gledaš to. Če je Merkur problem, gledaš Merkur, ne gledaš pa 5 let in vse transakcije, če boste šli vi skozi. Osnovno sklep, gledaš vse transakcije. Ne? Tako da naš namen je vse bil premoženjske transakcije in to pri taki firmi, ki bo imela svojo akcijo na skupščini za revizijo. Ne? Lahko bi pa tudi kaj drugega, ne 5 let, rekli 2 let, ne, ali karkoli. Je pa nesmisel, je pa kompletno... Oni bojo pa kompletno vse. Ja, tako kot je za 5 let in nazaj. Ne bodo tega. Lejte, predlog je bil takšen in predlog je bil takšen v osnovi, za katerega se je vedlo, da ne more dobiti zadostne podpore na skupščini. Mi smo želeli, da bi dejansko izpeljali posebno revizijo, ne, podali predlog, nasprotni predlog, s katerim smo seveda zadostili tem kriterijem, o katerih je magister Košak govoril in hkrati imeli zagotovljeno podporo za sprejem, ker se zauzemamo za to, mi menimo, da je potrebna posebna revizija, da jo treba izpeljati, ampak ne kar povprek, ker ni prvič. Na drugi strani pa seveda tisti, ki so predlagali takšen sklep, so ga, vsaj po naši oceni, predlagali vedoč, da nima možnosti, da bi bil sprejet. A veste, in to je tista manipulacija, ki smo jo pogosto priča v našem prostoru, ne? Da nekaj predlaga, ki je sila široko, populistično se zelo lepo sliši, hkrati pa ve, da ne bo za to dobil podpore oziroma bo poskrbel za to, da ne bo temu dana podpora potem na skupščini. Naš predlog je bil iskreno zastavljen tako, da se posebna revizija izvede v tistih točkah, ki so potencialno res problematične in se lahko izkaže, da bo iz njih bi bilo moč ugotavljati tudi odškodninsko odgovornost in nadaljne postopke s tem v zvezi peljati. Žal nič od tega ni bilo sprejeto. Ne? Ja, katere so te točke, prosim, ker magister Košak ne pove, ker če ti predlagaš posebno ali izredno revizijo, potem moraš vedeti, kaj je namen te revizije. Ne pa, da rečeš za 5 let nazaj vse transakcije premoženjske in seveda in po vseh teh kriterijih. Potem ali greš pa rečeš po posameznih poslih, ker celo bil v sklepu posameznih poslih. To so praktično vsi posli. Ne? Pejte skozi sklep, pa boste videli. Moram reči tudi... Vam bom dal jaz ta predlog sklepa, če mi ga lahko podaš in boste točno videli, kako smo navedli po alinejah vse tiste momente, ki menimo, da zajemajo celo širše kot prvotni predlog v tistih relevantnih točkah. V relevantnih točkah širše zajemajo tisto, kar bi utegnilo biti problematično. Revizija, po mojem mnenju, ne bi v ničemer izboljšala prihodnega poslovanja Save. Zelo enostavno. Ker se seveda ukvarja z stvarmi za nazaj, nas pa čaka pravzaprav zelo veliko dela, zato da poslovanje operativno in tudi siceršno izboljšamo. V združenju smo si prizadevali, da bi zagotovili podporo posebni reviziji. To ni uspelo. Posebna revizija je bila zavrnjena, tudi nasprotni predlog, kot ga je podalo združenje na sami skupščini. Mi smo imeli zagotovila, da bo podpora zadostna, vendar se to ni udejanilo. Seveda pa so zbrana pooblastila preko 2000 delničarjev v okviru zbiranja pooblastil bila žal premalo, da bi lahko samostojno dosegli tudi izvedbo posebne revizije. Hkrati pa je bil spremenjen nadzorni svet, skratka razrešena sta bila 2 člana in imenovana 2 nova člana nadzornega sveta za naslednji mandat. S tem v zvezi se je na skupščini
precej zapletalo, a vendarle na koncu prišlo do izglasovanja nasprotnega predloga, ki je po naši oceni seveda neprimeren, namreč mali delničarji še vedno nimajo predstavnika v nadzornem svetu, hkrati pa je tisto, kar je z nasprotnim predlogom na sami skupščini predlagala kapitalska družba v nasprotju z ravnanjem, kajti najprej so podprli in predlagali drugačen predlog, na sami skupščini prišli z novim nasprotnim predlogom, to pa je problematično tudi z vidika tega, da je eden od predlaganih članov in zdaj izvoljenih nadzornega sveta tudi član uprave družbe Helios. Tako da upozorila s tem v zvezi niso zalegla, mi smo si prizadevali, da bi bil sprejet prvotni predlog, kot so ga predlagali tako KAD kot SOD, kot tudi društvo MDS, vendar pa je bil sprejet nasprotni predlog, kot ga je podal KAD na sami skupščini, proti čemur smo seveda ostro protestirali. To je namreč praksa, ki smo ji priča že vrsto let in pelje v smer dogajanj na skupščini, nasprotnih predlogov in pa seveda rešitev, ki niso posebej primerne, še posebej ne z vidika malih delničarjev in zagotavljanja avtonomnosti delovanja članov nadzornih svetov. Jaz sem podal oceno, da poslovanje v preteklem letu ni bilo ugodno, da je v bistvu Sava in poslovna skupina poslovala z negativnim poslovnim izidom, je bil pa posledica seveda več različnih objektivnih razlogov, pa tudi slabitev nekaterih večjih finančnih naložb. No, iz tega vidika se je nadzorni svet tudi odločil, da naredi nek change, neko menjavo v upravi, da se pridobi predvsem strokovnjake, ki lahko rešijo likvidnostno situacijo Save, ki lahko zagotovijo likvidnostni mir, ki lahko reprogramirajo kredite Save in ki se bodo tudi ukvarjali s prestrukturiranjem Save v perspektivi. Sklepi nadzornega sveta so tukaj jasni in tudi navodila upravi so bila konkretna in zapisana so v sklepu nadzornega sveta. Predvsem je pa treba zagotoviti Savi likvidnostni mir, razbremenitjo zadolženosti, povečati stopnjo kapitala v pasivi bilance, kar pomeni v bistvu, da je treba na nek način spremeniti tudi ročnost kredita. Kratkoročne vire spremeniti v dolgoročne vire in pa zagotoviti likvidnostni mir, odplačevanje obresti in pa v bistvu se omejiti samo na odplačevanje obresti v nekem smislu.